Predstavljam naša današnja sogovornika, predsednik uprave Stane Rožman in na njegovi desni Saša Medakovič, ki je od 1. novembra letos član uprave Nuklearne elektrarne Krško. Oba bom poprosila, da v uvodu se ozreta na leto, ki se nepreklicno izteka, in usmerita pogled v prihodnost. Izvolite. Lepa hvala. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Na prvem mestu bi se vam zahvalil, da ste nas spremljali skozi tekoče leto in korektno poročali o naših dogajanjih. Tako da za zaključek leta nimamo velikih tem, velikih težkih vsebin. Bi pa rekel, da leto zaključujemo v enem visokem tempu, visokem ritmu, ki ne pojenja, vendar ga zaključujemo istočasno z enim zadovoljstvom, lahko bi rekli, z enim nasmeškom na obrazu, zaradi različnih, bi rekel, razlogov, predvsem pa rezultatov, ki se nakazujejo ob koncu letošnjega leta. Če povzamem zelo na kratko obratovalne rezultate, bi rekel, da bomo v letošnjem letu ob predpostavki enake stabilnosti, kot je ta hip, da bomo izpolnili vse obratovalne cilje, tudi poslovne cilje. Dosegli smo nekatere druge dosežke, ki se jih bom dotaknil tudi na mednarodni sceni, na mednarodni presoji. Tako da smo seveda izjemno zadovoljni z letošnjim letom. Naj malo ilustriram te rezultate. Predvsem bi rekel, da kar zadeva ambiciozne cilje za leto 2019, da kot rečeno bodo doseženi. Sem spadajo zagotovo izjemna razpoložljivost elektrarne in obratovalna učinkovitost, ki bo na ravni 95%, kar je izjemno visoko. Presežena bo načrtovana proizvodnja, ki je na ravni 5 milijard 430 kWh električne energije za letošnje leto. Beležimo v letošnjem letu rekordno kratek remont, odkar obratujemo v 18-mesečnem gorivnem ciklusu, izveden natančno tako, kot je bil načrtovan in planiran. Kar zadeva obratovalne dogodke, se gibljemo znotraj kriterija, da nimamo več kot 2 obratovalna dogodka na 2 leti, oziroma en na 2 leti. Število samodejnih zaustavitev ravno tako 2 na 3 leta. Obratovalna tveganja so izjemno nizka. Kar velja tu poudariti, je izjemno stanje, bom rekel, jedrske sredice, jedrskega goriva skozi cel obratovalni ciklus, kjer beležimo dejansko nično puščanje, kar je tudi cilj. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu je na visoki ravni, tako da so vse profesionalno prejete doze daleč izpod upravnih omejitev. Ravno tako beležimo dobre rezultate na klasičnem področju varstva in zdravja pri delu. Dosegli bomo tudi ekonomske cilje, ki so bili zastavljeni z gospodarskim načrtom 2019. Predvsem bo presežena, bom rekel, v pozitivnem smislu lastna cena proizvedene megavatne ure v proizvodnji, ki bo nekje izpod 29,54 evra na megavatno uro. To so nekateri, bi rekel, specifični podatki. Naj omenim, da smo v letošnjem letu imeli tudi mednarodno presojo, ki se odvija v okviru mednarodne asociacije World Association of Nuclear Operators, in da smo ponovno dosegli najvišji rating v Evropi. Najvišji rating v Evropi je doseglo nekje 10 elektrarn od vseh obratujočih.
smo lahko rečemo, v elitni družbi z Švico, Nemčijo in izjemoma eno angleško jedrsko elektrarno. Vse to seveda je rezultat predvsem, ponavljam, predvsem izjemne motiviranosti celotnega kolektiva, celotnega tima, izjemne zavzetosti, izjemne motivacije, tako da njim gre zasluga za vse to, kar uspevamo na letni ravni dosegati. Kar veseli je tudi to, da imamo odobrene poslovne dokumente za leto 2020 strani nadzornega sveta ali strani lastnikov, če hočete. To je seveda za nas izjemnega pomena, potem lahko nosimo vse svoje odgovornosti, ki so nam seveda delegirane. To pomeni, da imamo zagotovljene finančne vire za tekoče poslovanje, obratovanje in seveda tudi za izvedbo investicij. Izvedba investicij je posebna zgodba, posebna dinamika za naš vsak dan. Izjemno intenzivno se odvijajo paralelno številni projekti, ki so na nek način pogoj za dolgoročno obratovanje. Govorimo o tako zvanem programu nadgradnje varnosti, tako da danes beležimo fizično realizacijo nekje 60%, s tem, da so vsi seveda projekti v teku, se odvijajo. Želeli bi si mogoče na nekaterih segmentih hitrejše odvijanje, vendar nas mnogokrat zmotijo pravila naročanja po zakonu o javnih naročilih, kjer se pojavljajo takšne in drugačne tudi pritožbe. Vendar smo uspešni, no, ne smemo se pritoževati, tudi ta del teče zadovoljivo, tako da računamo, da bomo pravočasno realizirali ta 10-letni ciklus investicijski, ki ga zaključujemo z letom 2021 in potem vstopamo v novo obdobje dolgoročnega obratovanja. Če bi me vprašali, kaj je izziv trenutno danes, kaj bo izziv v naslednjem letu, zagotovo je izziv, kako ohraniti izjemno motivacijo, ki je danes prisotna, vseh zaposlenih, izjemno zavzetost, kako usklajevati dva zelo različna, bi rekel, vidika našega dela. Eno je zagotavljati stabilno obratovanje vse skozi, brez odstopanj, in na drugi strani, kako usklajevati paralelno s tem izjemno dinamično odvijanje izvedbe projektov. To sta dve tematiki, ki na nek način ena drugo ne bom rekel, da nasprotujeta, vendar je treba biti izjemno skoncentriran, da na obeh segmentih dosežemo željene cilje. Tako da to je za nas nek specifičen izziv, za katerega smo pa dokazali že v letošnjem letu, da smo ga v stanju obvladovati, da smo v stanju biti uspešni na eni in na drugi strani. Tako da jaz računam z tako ekipo, kot jo imamo, da bomo to dosegli tudi v naslednjem letu. Toliko z moje strani, pa bo še Sašo dopolnil nekatere ostale vidike. No? Izvoli, Sašo. Hvala lijepo. Evo, ja bih vas isto pozdravio sve i zahvalio vam se što ste se odazvali pozivu na našu konferenciju za novinare. Zahvalio bih vam se na dosadašnjem objektivnom izvješćivanju o radu Nuklearne elektrane Krško i siguran sam da ćemo tako surađivati i dalje u budućnosti. Predsjednik uprave je dao glavne rezultate za ovu godinu. Ja bih još možda samo nadopunio nešto vezano uz i ostale ciljeve koje imamo u svom poslovanju. Jedan od njih je svakako i naša opredjeljenost ka što manjem utjecaju na okoliš, što se pokazuje i što dokazujemo sa našom recertifikacijom po standardu ISO 14001 koju smo proveli prije nešto manje od mjesec dana, gdje nismo imali gotovo nikakvih primjedbi, a prepoznato je
značajan broj dobrih praksi koje mi u svom poslovanju provodimo. Također bi naglasio da smo opredjeljeni ka otvorenosti i transparentnosti u svom radu. To dokazujemo između ostalog i ovakvim konferencijama za novinare, svojim redovitim objavljivanjem mjesečnih izvještaja o radu nuklearne elektrane i otvorenosti ka posjetiteljima, pri čemu smo u 2019. do sada primili preko 5400 posjetitelja u našu elektranu. Odaziv, koliko sam bio u mogućnosti spoznati, svih tih posjetitelja je vrlo pozitivan. Mi se trudimo širiti pozitivan pristup i prema svojoj okolini, i široj, i užoj, i prema svim dionicima koje imamo u svom poslovanju. Također bi naglasio da naši ispusti u okoliš, koji su ograničeni zakonskim odredbama, ne samo da smo dosegli te limite, nego smo daleko ispod njih. Znači, naši ispusti radioaktivnih tvari u okoliš su u postotcima od onoga što nam je dozvoljeno. I mi se trudimo da to bude što je moguće niže. Također bi naglasio da se vrlo odgovorno odnosimo i prema radioaktivnom otpadu. U 2019. smo uskladištili nešto preko 60 kubika radioaktivnog otpada. Uzevši u obzir da smo imali zahtjevan remont, to je izuzetno nizak broj i to je isto jedna od izazova koja nam predstavlja, koje se stavljaju pred nas u budućnosti, jer naši kapaciteti za skladištenje radioaktivnog otpada su ograničeni i očekujemo da će se taj problem, odnosno da će se vlasnici i države pobrinuti da se pitanje radioaktivnog otpada riješi u skladu sa preuzetim obvezama. Rekao bih još možda samo za kraj da je značaj nuklearne elektrane Krško za kako slovenski pa tako i za hrvatski elektroenergetski sustav izuzetno visok, da smo prepoznati i da obe države dugoročan pogon nuklearne elektrane Krško prepoznaju u svojim strateškim dokumentima i daju nam potporu. Mi ćemo se truditi to prepoznavanje i tu odgovornost koja je pred nas stavljena i opravdati. Evo, toliko od mene. Hvala vam lijepo. Hvala obema. Izvolite. Ja? Gospod Rožman, omenili ste, da na nekaterih segmentih bi se želeli hitrejšega odvijanja. Mogoče lahko to izpostavite, katere segmente in zakaj? Omenili ste javno naročanje počasno ali birokratsko? Dokaj dobro smo v teh 5 letih, odkar smo v zakonu o javnem naročanju osvojili te procese in se uspešno odvijajo. Nenazadnje mi procesiramo na stotine naročil v tekočem letu, pa vendar na določenih projektih seveda imamo tudi pritožbe potencialnih dobaviteljev, ki potem seveda sprožijo alternativne postopke presoje na komisiji, na državni komisiji, tako da na posameznih projektih pač hitro mine leto dni dodatnega časa, da pridemo do pogodbe. Take izkušnje smo imeli na projektu za suho skladišče, take izkušnje smo imeli na nekaterih drugih projektih, vendar kot rečeno, ne dvigamo glasu kot alarm, da je to stanje nesprejemljivo, vendar seveda bi si želeli tekoče odvijanje. Druga problematika je okoljski zakon s svojimi principi nastopanja vseh zainteresiranih oziroma vseh potencialnih akterjev, ki seveda lahko v vsakem trenutku tudi zaustavijo tekoče odvijanje proti zastavljenemu cilju, kot je recimo pridobitev gradbenega dovoljenja. Obstaja določena negotovost, v kakem času lahko seveda to speljemo. Za ilustracijo, trenutno smo v postopku
umeščanja v prostor objekta za suho skladišče izrabljenega goriva kot predhodna aktivnost pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Tako da na takih postopkih pač vladajo določene negotovosti, ki niso v celoti pod našo kontrolo, ne. Bi si seveda želeli bolj, kako bi rekel, pragmatično zakonodajo, ne, ki bi seveda imela v vidu, da je z določenimi projekti pač treba v nekem optimalnem času priti do cilja, ne. Naprej. Ja, izvolite, gospod Vidmar. Dolenjski list. Po obisku predsednika vlade, takrat je bilo tako zelo optimistično vzdušje glede prihodnosti pridobivanja energije v nuklearnih elektrarnah pri nas. Je zdaj čutiti kakšne dejavnosti v tej smeri bolj pospešene, kot je bilo do tega obiska? Torej na domači ravni ali pa, če hočete, na naši ravni kot neka, bi rekel, da ne, glede na to, da mi nismo akter novogradnje potencialne, ne. Akter je naša krovna firma Gen Energija. Tako da verjamem, da na njihovem nivoju so se določene stvari intenzivirale. O tem bodo najverjetneje oni poročali. Na nacionalni ravni pospešeno teče razprava okoli energetsko-podnebnega načrta. Veliko usklajevanje, veliko iteracij, tako da bi rekel, da na nek način pospešen postopek. Jedrska energija skuša uveljaviti svoj prostor tudi znotraj tega dokumenta. In nenazadnje na evropski ravni v okviru madridske konference izjemno dinamično poteka razprava o bodočih energetskih politikah in prioritetah, tako da je ogromno usklajevanj na to temo. Tisto, kar nas veseli, da v okviru teh postopkov na evropski ravni jedrska energija ponovno dobiva svoj prostor, legitimno, bi rekel, svoje mesto, kot eden od virov, ki v tranziciji intenzivnega zmanjševanja toplogrednih plinov ima in bo imelo svoje mesto. To je nekaj, kar nas seveda posebej veseli in je obet tudi za prihodnost in nenazadnje tudi za naš potencialni projekt v bodoče. Ja, izvoli. Danes na enem od portalov prebral, da naj bi v Ameriki 2 elektrarni dobile dovoljenja, da bojo obratovale celo 80 let. Kakšna je varianta za vašo? Ja, to je Amerika je izjemno pragmatična v vseh sferah, tu ni nobene dileme. Tako da na področju dolgoročnega obratovanja obstoječih jedrskih elektrarn je tle usmeritev izjemno jasna v Ameriki, obratovati čim dlje, kot je to ekonomsko upravičeno in varno, ne. Tako da so vložene že številne aplikacije oziroma vloge za dolgoročno obratovanje tja do 80 let in verjamem, da se bo to ob tem, kar je bilo zapisano in je točno dogajalo v ameriškem prostoru, dokaj intenzivno za objekte, ki obratujejo. S tem, da je treba seveda razumeti, da Amerika ni enoten trg, ne, da so pravila igre različna, tudi v Združenih državah Amerike, ne. Tako da so države, kjer je to možno, kjer je to ekonomsko upravičeno, upravičljivo, so pa seveda tudi teritoriji v Ameriki ali države, če hočete, zvezne države, kjer jedrske elektrarne ne zdržijo ekonomskega pritiska in gredo tudi v zapiranje, ne. Tako da so različne smeri razvoja v Ameriki, v vsakem primeru je pa to nekaj, kar je dejstvo, dolgoročno obratovanje, do, bi rekel, nove generacije novih jedrskih elektrarn, tako zvanih modularnih jedrskih elektrarn, ki so v intenzivnem razvoju in so v bistvu
Na tem projektu delujejo vse ameriške inštitucije, vse ameriške organizacije, zelo poenoteno, ne? In je pridobljena že prva lokacija v Ameriki za izgradnjo prve modularne jedrske elektrarne, ki ima povsem drugačne varnostne karakteristike in okoljske karakteristike, ki bo zgrajena v okviru ameriškega laboratorija na zahodu Združenih držav Amerike. Kot predhodnica nove generacije, ki bo neminovno sledila in se že danes seveda izjemno promovira in se sklepajo tudi seveda meddržavni dogovori o izgradnji modularnih elektrarn. Vsa ta vaša vlaganja zdaj za posodobitev bi veljala tudi bolj za naslednjih 40 ali ne? Torej, naša platforma je zaenkrat, ki je odobrena, je 60 let obratovanja, ne. To so stvari seveda, ki se dajo prilagajati, ne. Tudi daljšemu obratovanju, ne, z določenimi upravnimi postopki, z določenimi ukrepi, ne. Kot rečeno, ne, mi zaenkrat razmišljamo o dolgoročnem obratovanju. Mi smo pod zakonom, ki vsakih 10 let zahteva periodični varnostni pregled in skratka razmišljamo v etapah po 10, ne. Do kje bo čas pokazal, ne. Se da tako laično razložiti, kaj je razlika med modularno pa tako klasično jedrsko počemo? Razlika je izjemno velika, predvsem bi rekel, karakteristikah varnega obratovanja, ne. Na nek način pri modularnih reaktorjih so koncepti drugačni, ne potrebujete več virov električne energije za varno zaustavitev teh reaktorjev, za obratovanje v zaustavitvi. To pa pomeni seveda, da objekt ni več ranljiv na izgubo virov električne energije, tako kot so obstoječi objekti. Skratka, gre za pasivne rešitve, predvsem naravne cirkulacije, brez forsiranega hlajenja, brez črpalk, brez motorjev. Skratka, povsem en drug koncept, ki je zasnovan na način, da v bistvu jedrska elektrarna tudi potencialno, z malo verjetnostjo za okolje ne predstavlja tveganja, ne. To je izjemen skok, bi rekel, v sami koncepciji, v filozofiji obratovanja jedrskih elektrarn, ne. To so bistvene karakteristike. Modularnost tudi pomeni, da vi, ne vem, umeščate na eni elektrarni po želji od 1 do 12 reaktorjev, ne, torej elektrarna vse skozi obratuje, menjava goriva se izvaja med obratovanjem. So seveda prefabricirani ti moduli v tovarnah, skratka dobite na sajt oziroma na objekt že na nek način prefabricirane posamezne module, ki jih tu sestavljate, skratka čas izgradnje je veliko krajši in cena je veliko nižja, ne. Skratka, koncept je ta, da se je treba prilagajati konkurenci, ki vlada na področju proizvodnje električne energije iz različnih virov, ne, da je treba eliminirati vse, bom rekel, šibke točke obstoječe generacije jedrskih elektrarn, kar se varnosti tiče, ne, in nasploh, kaj pomenijo v okolju takšne jedrske elektrarne, ne. Razlike so bistvene, no. Torej se lahko hipotetično pogovarjamo o tem, da jo bi lahko tudi tukaj umestili, če bi Zagotovo. V bistvu danes imate evropske države, ki že imajo podpisane sporazume z Združenimi državami Amerike, ne, kot je Ukrajina, Romunija, za postavitev takih objektov, kot je Azija, Južna Koreja, kot je Bližnji vzhod, so podpisani načelni dogovori o izgradnji takih elektrarn, ne. Tako da ni to nekaj, kar je daljna prihodnost, to je nekaj, kar se bo zgodilo v naslednjih 5 letih, ne.
do 10 intenzivno. Ne. Prva bo pa v funkciji zagotovo v naslednjih 5 letih. Ne. Amerikanci so edini ponudniki tega. Amerika se loteva tega izjemno strateško, ne? Dolgoročno strateško. Ne? Strateško, njihova usmeritev je, če ste sledili malo konferenco v Ljubljani, Treh morij, ne? Ko je nastopil Rick Perry, ne? Njihova, bi rekel, strateška usmeritev je izvoz, se pravi, utekočinjenega plina kot eden od produktov energetskih in drugi so modularni jedrski reaktorji, ne? Kot nekako kompatibilne dva nova vira, ki bi morala prevladati v tej borbi za čisto okolje. Ne? Tako da to je ena zelo, zelo strateška usmeritev, ki ni samo usmeritev, ne? Ampak vse inštitucije, ki kaj pomenijo v teh procesih, od regulatornega organa do inštitutov, ne? Različnih, ne? Delajo na istem projektu skupaj, ne? Skupaj. Do industrije, ki bo morala zagotoviti fabrikacijo komponent. Ne? Skratka, zelo, zelo celovito, bi rekel, na državni ravni strateško postavljen cilj nekega koncepta, ki naj doživi realizacijo v enem razumnem času. Ne? Jaz bi samo vprašala, ker nisem čisto razumela, glede cene na megavatno uro, ni cela 29? 29 evrov za megavatno uro, 29,5 recimo, nekaj nižje. Ja, izvoli, Igor. Glede na to, da imate mnogo članov uprave, Ja. me zanima, zakaj je prišlo do zamenjave, je še v pokoj prihodnji in moče nekaj od sebe se predstavi, no, odkot prihaja. Izvoli, Saša. Evo, hvala lijepa. Da, pravu ste, ja sam novi član uprave s 2.11. ove godine. Dobio sam povjerenje oba naša vlasnika, znači i Gen Energije i HEP-a. Nastupio sam na dužnost nakon što je gospodin Hrvoje Perharić otišao u mirovinu, nakon što mu je istekao 5-godišnji mandat. Inače dolazim iz, rekao bih, nuklearne industrije, ne iz nuklearne elektrane, ali sam studirao i završio nuklearnu energetiku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, gdje sam i magistrirao na nuklearnoj energetici. Radio sam u industriji, nešto u znanosti i poslije u regulatornom tijelu nuklearnom, gdje sam prošao kroz cijeli ciklus i zadnjih 5 godina bio je ravnatelj tog regulatornog tijela. Znači imam nekakvih 20 godina iskustva u području nuklearne energetike, a zadnju godinu sam proveo u nuklearnoj elektrani Krško i prošao kroz program dogovoren za pripremu za preuzimanje mjesta člana uprave nuklearne elektrane. Evo kratko.